Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. A ste prišli helikopter pozdraviti ali meni? Ja, vas, ne bi smo vas prišli. Šola je v redu, vam jaz povem, da je šola v redu. Koliko ste stari? To je enra, ne več? Nekateri so na kosilu. Pa gledamo z zraka, kaj vse se je že naredili, ker se malo zraka več vidi, kot na tleh. Tako da zdaj bomo letali jaz pogledali, da vas ne bo zalil, gremo pogledati, kaj so na Muri naredili, pa gremo pa še v Črno na Koroškem, tam je bilo pa nekaj. Hvala se vidi, čuti vas v kraj. Pa gospod, zdravljeni. Zdravljeni, vas ste že danes videli. Da gospod je bilo najhujše. Ja. No pa to mi povej, pod nasipom je bila 9-metrska. To je v bistvu kot neko poplavno polje, ki je razlivno. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je obljubila ljudem, da jih ne bo pozabila. Predvsem tistim, ki so bili v zadnjih poplavah najbolj oškodovani. Obljubila jim je, da bo spremljala, kako bo potekala obnova, zato smo danes tukaj med vami. Predtem pa smo bili pri Lučkah in na drugih lokacijah bomo še v nadaljevanju, pa bo predsednica povedala, da ne bom naštevala krajev sama. Predvsem jo prosim, da z vami podeli svoje vtise. Jaz sem bila na najbolj ogroženih poplavnih področjih takoj po poplavah, 2 dni po tistem in še 3. dan. In tisto, kar sem videla takrat, me je seveda pretreslo. Jaz sama imam 55 let, kaj takšnega še v zgodovini nisem videla, tudi mnogi drugi, s katerimi sem se pogovarjala, ne. Zavedati se je treba, da je bilo 2/3 Slovenije pod vodo, to se v celotni Sloveniji še ni zgodilo. No in zdaj mesec in pol po poplavah si seveda želim videti, kaj je bilo narejenega, predvsem pa se pogovoriti z ljudmi. In prva stvar, ki bi jo rada poudarila, je sledeča. Ljudje mi govorijo, da bi si želeli hitrejših napotkov in odločitev pristojnih, predvsem tisti, ki se v svoje domove ne morejo priseliti nazaj, namreč ker še statično ni ugotovljeno, ali se gre hišo sploh lahko obnavljati ali jo bo potrebno porušiti. To bi si tudi jaz kot predsednica želela, da čim prej do takšnih odločitev, predvsem pa komunikacije z ljudmi pride, da bodo preprosto vedeli, pri čem so. Druga stvar, ki bi jo rada tudi danes poudarila, je ta solidarnost ljudi in prostovoljcev, ki so tudi tu na tem jezu pomagali takrat, da se Mura ni razlila. Samo v tej občini Črešnovci 1000 prostovoljcev, torej 1000 parov rok, ki so zagotovili, da se je preprečila hujša katastrofa. Solidarnost gre seveda tudi v smer podpiranja humanitarnih organizacij, precej nakazil, tudi Vlada Republike Slovenije je nakazala Karitas in Rdečemu križu vsakemu po 5 milijonov. Jutri recimo nogometna tekma, Aleksandar Čeferin je obljubil, da bo 2 milijona zbranih, ampak na tem mestu bi rada povedala sledeče. Ljudje mi pravijo, da imajo konzerviranih paštet in makaronov in čistil seveda več kot dovolj. Pozivam vse humanitarne organizacije, da svojo pomoč fokusirajo v tisto, kar je res potrebno. Morda tudi bolj v denarno pomoč, kot v preskrbo s praški in hrano. Seveda tisti, ki to potrebuje, naj to še vedno dobi. Takoj po povratku iz New Yorka, kamor potujem v soboto na organizacijo Združenih narodov, se bom dobila z nevladnimi humanitarnimi organizacijami, da spregovorimo o tem. Recimo konkreten primer kmeta v Ljubnem, ki mu je odneslo hišo, je dobil seveda klic ene od humanitarnih organizacij, lahko vam ponudimo povsem novo pohištvo, novo kuhinjo, in on odvrne nazaj, kam jo naj pa postavim, hiše nima. To so zgodbe, ki morajo nam dati vedeti, da je treba fokusirati ukrepe. Zdaj, kar se tiče jezu na Muri, 40 km dolžine, to seveda ni tako malo, povečati bo treba višino. Sredstva, kolikor vem, so na razpolago, bo pa potrebno čim prej najti dogovor med seveda okoliškimi kmeti in na drugi strani naravovarstveniki. Nihče ne bi rad dal zemljišča za to, da se bo jez lahko malce razširil in povišal, ampak na koncu, veste, moramo vsi vedeti, da se jez dela zaradi tega, da ne poplavi ljudi, ki jih je na tej strani okrog 400 hiš. Bo treba najti neko sorazmerje med habitatom in ljudmi na drugi strani. Ni to lahka stvar, županja mi je omenila, da bo to kar naporen postopek, ampak apeliram res na vse, da naj se vsi skupaj potrudijo najti rešitev. To, da se je vsak postavil na svoje okope, na svoje temelje, ne vodi k rešitvi.
tam pomeni, da si v statusu quo in se stvar ne bo sanirala hitro. Je pa potrebno in pomembno povedati, da vsa sanacija, ki se na vodotokih v Sloveniji trenutno dela, mora biti hitra, to niso zadnje poplave. Ne govorim o tem, da se nam bo zgodilo še kaj takšnega, kot se nam je, upam, da ne, ampak poplave so naša nova stalnica. Da bo črna taka kot nekoč, da ima pa novo majico rumena. Ko sem prišla po tej poti iz štadiona dol, sem si rekla, kaj so pa Korošci tlele v Črni naredili. Namreč jaz sem bila 2 dni po poplavah tukaj. Takrat sem se zgrozila, ko sem videla, kaj je narava Črni na Koroškem naredila. Ampak kar so človeške roke v tem mesecu in pol naredile, je pa tudi wow, za pohvaliti. Seveda, hudič tiči v detajlih. Jaz sem se zdaj z županjo podrobno pogovorila in z vsemi ostalimi, ki so me prišli pozdraviti. Težka mehanizacija je tista, ki manjka. Županja je lepo opozorila na očiščenje struge, ni še v celoti očiščeno. Ko enkrat vidiš kačo, naslednjič vidiš štrik, pa misliš, da je kača, to se zdaj tukaj seveda Črnjanom dogaja. Ta strah je usidran v srca ljudi. Županja se tega zaveda. Upam, da bo država držala obljubo in vsi tisti, ki so obljubili težko mehanizacijo. Tudi sama sem videla, da struga seveda še ni očiščena. Pred naslednjim deževjem, močnejšim, upam, da nikoli več ne bo takšnega, kot je bil. V tej katastrofi bi bilo dobro, da se te stvari sanirajo. Sem pa vesela v Črni ene stvari. Če se boste spomnili, sem opozarjala v Lučah in v Ljubnem, da ljudje še ne vedo, kaj s hišami, ali se lahko preselijo nazaj, ali so za porušiti, ali jih lahko začnejo obnavljati. No, tu v Črni je pa županja rekla, da so strokovnjaki že bili v tistih hišah, ki so bile na meji, in ta informacija je pa za Črnjane očitno že znana, torej ali porušiti ali obnoviti. Dejali so vam, da imajo občutek, da se je preveč zanašalo na prostovoljce in da je bilo tega dela enostavno preveč za njih. Ja. Ampak veste, v takšnih katastrofah ni druge, kot da vsi zavihamo rokave. Prostovoljci so rešili Slovenijo v teh poplavah. Med prostovoljci seveda vsak, ki je prijel za lopato, gasilci, civilna zaščita, večina gasilcev je prostovoljnih gasilcev. V takšni situaciji ni bilo druge. Država ima preprosto premalo kapacitet, da bi se tega lotila sama. Ampak ta pogon lahko traja, kot so rekli, 3, 4, 5, morda 6 dni. Potem mora pa nekdo drug prevzeti komando in sanacijo. Jaz upam, da se bo to čim prej zgodilo. Načrti bodimo odkriti. Jaz sem včeraj govorila z gospodom Pipenbacherjem in z gospodom Banovcem. Ta prva triaža je narejena, dokument je natančno v alinejah spisan, kaj je tisto, kar je prioriteta, kaj smo v preteklosti delali narobe, kaj je potrebno popraviti. Zdaj je na vladi, da to spelje, in sem prepričana, da se vsi ministri in ministrice zavedajo svoje odgovornosti. Puntek, gasilski poveljnik, vojnič ni načuta luče. Dobar dan. Živjo. Klaudij Stončnik. Lepo, da ste prišli pogledat, no. Ja. Bolj, da bi gledali drugič, ampak gledali. Ne, bom še čez par mesecev. Bo treba videti, kaj se dogaja. Gospod župan. Živjo, aha, me veseli. V bistvu v miru, pa polju teče na levo naprej noter. Razkopati pa novno sile zad noter. Čeprav zdaj smo tudi ponaki se vozi začeti. Breka, ne. Tej hiše. Tam je sin, tam je Ja. jaz sem pa tole. Kako pa je to zgleda? Ena taka življenjska izkušnja, kar grozna. Gremo noč. Sedaj, tu imamo pa druge težave. Mi imamo tule na začetku naselja, bom rekel, strašno visoko. Ko smo skozi opozarjali, da je dejansko. Trmasta pa sem kot bik, veš, to morate pa gledati, tako da bom Se to potrebujemo. odgovore hotla. Lepo, držite se, no, bom mislila na vas danes, bom res videla tiste predele, kjer je bilo najhujš.
Jaz bom potem en rezime, bomo s sodelavci naredili in začeli težiti okrog, no. Kaj so težave, ki jih ljudje nam sporočajo. Ne. Hiša nam še tudi... To bo, se pravi, to je material, to bomo že zrihtali. V glavnem, da ste vi zdravi pa celi, dajmo z tega konca gledati. Na nas pa je, da malo pospešimo stvari, ne? Da ne boste predolgo. Jaz smo mali časovat, da hodi. Ja, ne govorite. Zdaj celo dne smo, tule je bila ena hiša. Tle je bila hiša. Jaz sem bila lastnika 2 dni. Kje je vaša? Nije več. Nije več, ta je bila tle. Tam na dalje, ko se ruševinja. A tam. Katastrofa. Ne z mulji, z šudro in kamenje. Že dol so fajni kmeti, v bistvu so zgubili zelo da tudi živine. Staro hišo je veliki plaz in ta plaz bo grozil v bistvu vsem tem 3 hišam, ki so še ostale. Pa tale hiša, ki zdaj letjale gledate. Tale hiša. Še 1 meter više je lova, da čist do strehe. To je ta hiša. Ta tle. Ja, pa naš kozovec. To je Losavinja. To pa kozovec. Tako. Goč na desni pred nami. Straškova, Nataša. Kajles. David Žehelj. Včeraj sem se sestala z gospodom Banovcem in gospodom Pipenbacherjem, prebrala sem tudi 14 strani dokumenta te svetovalne skupine, kjer je natančno popisano, kaj smo v preteklosti narobe delali in kaj je treba v bližnji prihodnosti popraviti, narediti na novo. Z ljudmi sem se pogovarjala po terenu, sami ste bili ob meni, vsi po vrsti mi govorijo, da si želijo hitrih informacij, predvsem tisti, ki se nazaj v svoje domove ne morejo naseliti, da ne govorimo o tistih, ki so popolnoma izgubili svoj dom. Skratka, moja naloga bo, da pristojnim predam to, kar mi ljudje na terenu govorijo, hitrost povedati, ali bo treba hišo zrušiti, ali se jo lahko sanira. Najtežje bo seveda mogoče ljudem sprejeti, da se na določenih področjih ne bo smelo več graditi, to je dejstvo, vode so nam pokazale svoje zobe. Naslednja stvar, o kateri bi rada danes spregovorila, tudi zaradi informacij z terena, če se plastično izrazim, ljudje danes ne potrebujejo več paštet v konzervah in makaronov, potrebujejo drugačno vrsto pomoči. S kmetom v Ljubnem sem se pogovarjala, je rekel, jaz teh paštet nimam že več kam dajati, ponudili so mi novo kuhinjo, ampak sem rekel, ja nimam kam dati, moje hiše ni. Jaz se bom takoj po poti iz tujine, ko se vrnem nazaj v domovino, sestala s humanitarnimi organizacijami. Predvidevam, da je tam že nekje med 10 in 15 milijoni evrov zbranega denarja, oprostite, 10 do 15 milijonov ne potrebujemo za hrano in praške. Tudi v humanitarnih organizacijah se bo treba odločiti, kaj se bo s tem denarjem počelo in mislim, da bo velika večina ljudi bolj zadovoljna, če bo dobila nekaj sredstev za obnovo hiše, kot pa kilo makaronov. In to je moja naloga, ki se jo bom lotila skrajno resno in takoj po vrnitvi iz New Yorka se srečam tudi z njimi. Srečam se tudi s predsednikom vlade, gospodom Golobom, ko se vrnem iz tujine in v vmesnem času mi bodo moji sodelavci pripravili poročilo z terena danes in vse te stvari bom prenesla naprej in verjemite mi, tudi ustrajala na odgovorih. Vi verjamete, da tudi vaši objemi štejejo? Kot ženska, verjemite mi, da verjamem tudi v to pozitivno energijo. Ko vidim človeka v stiski, intuitivno ga objamem, nazaj dobim nekaj njegove energije, upam, da tudi jaz s temi objemi, ki jih iz srca delim drugim, nekaj ljudem dam. Predvsem jim to pomeni, da sem tu, da razmišljam o njih, pa ne samo, da bom jaz danes na terenu, potem pa na njih pozabila, ne bom. Moja naloga je, da predam te stvari naprej. Morda še tole, če mi dovolite. Apeliram na ljudi, da bodo razumeli, da se vsega čez noč ne da. Znotraj države se seveda zdaj dela triaža. Prva stvar je, da imajo vsi ljudje vodo, da mi zgradimo nazaj mostove, ki povezujejo naselja, občine, mesta, da zgradimo ceste, da bo lahko potem oskrbovanost teh področij, ki so ogrožena, takšna, kot je treba. V drugi fazi se bo treba lotiti seveda pregleda nad
strugami, kje bo treba jezove popraviti, kako popraviti nabrežine. Mi smo interventni zakon že sprejeli, župani težko čakajo nadaljne napotke vlade, vlada jih pripravlja, vem, da jih, ampak bistveno v tej zgodbi je, da bomo hitri. Namreč, veste, po tisti solidarnosti, po vsem tem, kar smo drug za drugega naredili, bo prišel obup, morda pri komu tudi jeza. Zato je treba ljudem jasno povedati, kakšna je časovnica in kakšne so prioritete. Jaz pa samo prosim vse ljudi, da razumejo, da je prioritete potrebno postaviti, ker to je smisel te triaže. In to bo tudi ena od mojih nalog, da vlado prosim, da se hitreje obrne in da to triažo naredi po napotkih svetovalne skupine, ki pa jo je izdelala res zelo podrobno, to vam pa lahko zatrdim. Gospodarstveniki, ja, hvala lepa. Hvala lepa tudi za to vprašanje. Večkrat sem že rekla ta stavek in ga bom danes ponovila. Ni močne socialne države brez močnega gospodarstva. Kadar je ogroženo gospodarstvo, recimo tukaj so mi gospodarstveniki povedali, da je 800 delovnih mest samo v tej coni, veliko število kooperantov. Seveda je potrebno misliti tudi na to, ali pa Ministrstvo za gospodarstvo predvsem na to. Gospodarstvo je tisto, ki mu je v tej fazi potrebno pomagati, ravno tako kot kmetu ali fizični osebi, s to predpostavko, da gospodarstvo poskrbi za mnogo več duš in družin kot recimo en kmet. Pa nikogar ne dajemo nič, ampak ne smemo pozabiti na gospodarstvenike, definitivno. Gospa predsednica, vi ste tako rekoč dan po poplavah obiskali Nazarje, Mozirje, danes torej nekaj kilometrov naprej. Je stanje na terenu po vaših pričakovanjih ali vas je presenetilo, bodi si v pozitivo, bodi si v negativo? Po tistem šoku, par dni po poplavah, ko sem videla, kaj se je v Sloveniji zgodilo, ko je bilo res 2/3 Slovenije pod vodo, kako so bila mesta in vasi odrezani od sveta. Samo v Mežici je na Meži porušilo 9 mostov, jaz sem bila tam. Zdaj, koliko je zdaj, mesec pa pol po poplavah, precej je bilo že narejenega. Precej, me sicer gospodarstveniki opozarjajo, da bi bilo težke mehanizacije lahko na terenu več, ampak dajmo tudi to poskušati razumeti, dokler ni natančnih načrtov, kako utrditi nabrežine, kam prestaviti pesek. Moramo biti potrpežljivi. In še eno stvar bi rada rekla. Mi nismo tako bogati, da bi lahko gradili poceni. Vse te ujme, ki se nam dogajajo, bodo naše novo stanje. In če bomo zdaj naredili na hitro in poceni, naslednjič ne bo nič drugače, kot je bilo sedaj. Mi moramo graditi drugače, trajnostno, vzdržno, zato da pri naslednjih poplavah, ki se bodo zgodile, jaz upam sicer, da nikoli več takšne, ampak ta novo zgrajena infrastruktura mora zdržati. Je dražja, tudi na to opozarja gospod Pipenbacher, recimo samo primer mostov, če se gradi most v Loku s podpornimi stebi v nabrežini in ne več sredi vode, takšna gradnja je 20% dražja, ampak je pa vzdržna, zdržljiva, bolj dalj časa bo, a ne tak most obstal. Skratka, precej je bilo postorjenega. Predvsem se mi zdi, da so v tistih prvih tednih ljudje s svojimi rokami pospravili okrog svojih hiš enormno veliko blata in mulja. Zdajle, ko sem se s helikopterjem pripeljala do Luč, se je iz zraka videlo precej bagrov ob rekah. Zdaj krajani in gospodarstveniki mi pravijo, da bi jih bilo lahko še več, ampak upam, da obstaja razlog, da jih ni toliko na terenu, da se vendarle delajo načrti, kaj in kako naj ti bagri počistijo in predvsem kam se bo ta material odnašal. Gospa predsednica, bila ste v Strugah, videla ste, da so rečne struge v Strugah še precej neočiščene, 6 tednov poplav. Čigava je to odgovornost, da je temu tako? Spet bom pri triaži. Savinja je reka, ki ima mnogo več vode kot potok, ki teče čez struge. Prioriteta, če delamo triažo, so veliki vodotoki, ki lahko seveda spet, če bo veliko deževa, naredijo več škode kot manjši. Res pa je, da je v Strugah praktično še nič počiščenega. Videla sem tudi teren, kjer so 4-5 hiš, ki preprosto ni več. Tam je problem še plas, ki je pokopal 2 hiši na koncu vasi. Skratka, tam bo treba trditi plas, to se tudi ne bo zgodilo čez noč. Seveda očistiti struga, ampak kako bo.
tam ostala. Zdaj iz vašega odgovora, ki ste ga že dali, gre razumeti, da ograji sicer niste naklonjeni, ampak da je treba poslušati tudi lokalne skupnosti. Kaj torej menite glede te odločitve? Ja, seveda poslušati lokalno skupnost, ampak ne samo lokalno skupnost. Največji problem, ki ga danes imamo, je ta, da se je šengenska meja premaknila iz Slovenije na hrvaško stran. Slovenija je že upozorila Hrvaško, da mora povečati nadzor na šengensko mejo. Moje stališče je pa vedno jasno. Z vidika načela sorazmernosti je vedno treba izpeljati manj invazivne ukrepe. Ograja je eden bolj invazivnih ukrepov, sploh žičnata, in zaveza koalicijskih strank je bila odstranitev teh ograj. Če so nastale nove realnosti, treba najprej pogledati, kaj se lahko naredi manj invazivnega, kot je nepodiranje ograj ali bog ne daj celo postavljanje novih nazaj. Še en primer teh manj invazivnih ukrepov. Nadzor na šengenski meji. Hvala lepa.